Ja, predvsem moramo najprej povedati, da smo zelo veseli in zadovoljni za rezultati dela na strateško-razvojno-inovacijskem partnerstvu. Mene še posebej veseli, da smo dokazali, da se znamo povezovati, sodelovati ne samo na nivoju podjetij preko zbornice, ampak tudi z inštitucijami znanja in po vsej vrednostni verigi, tudi med različnimi panogami. Tudi vsi ti projekti, ki smo jih pridobili in so rezultat aktivnosti na SRIP-u MatPro to dokazujejo. Seveda se trendi nekoliko spreminjajo in v skladu z temi spremembami v panogah smo tudi pripravili revizijo fokusnih področij, ki smo si jih v akcijskem načrtu opredelili. Vsa ta bodo še v decembru posodobljena in pripravljena kot taka potem tudi za aktivnosti v letu 2019. Tisto, kar je ključno, kar poudarjamo, je področje razvoja človeških virov. Razvili smo kompetenčni model, ki terja nadaljnje aktivnosti v smislu digitalizacije na tem področju in verjamem, da bomo tudi na tem segmentu pridobili sredstva, da bomo digitalizirali to podporo, ki je še kako pomembna za posamezna podjetja v naši panogi. Seveda pa delamo aktivno tudi naprej na področju internacionalizacije. Tukaj je potrebno še posebej izpostaviti Vanguard inicijativo in vse možnosti in priložnosti, ki jih ta inicijativa prinaša in ponuja, in bomo tudi na tem segmentu opredelili tiste stvari, ki so možnost in priložnost za ne samo pridobivanje sredstev, ampak vključitev v te inicijative za podjetja. In verjamem, da nam bo z vsemi temi aktivnostmi in tolikšno mero energije, kot smo pokazali tudi v letu 2018, uspelo tudi v letu 2019 zadržati to strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo MatPro na tako visokem in zavidljivem nivoju med vsemi SRIP-i, ki v Sloveniji v okviru strategije pametne specializacije, v okviru teh 9 prednostnih področij delujejo.